Verjetno že veste, Ride je eden mojih najljubših copat in po mojem je to Ride 3. Čau, Uroš tukaj iz Kimitar Running Academy in danes imam po dolgem času, predolgem času za vas nov copat v testu in to je prijetna novost Salomon Sense Ride 3. Verjetno že veste, Ride je eden mojih najljubših copat in po mojem je to Ride 3. Ima vse v bistvu, kar potrebujem za vsakodnevne treninge, ima tudi marsikaj, kar bi prišlo prav na kaki tekmi, ampak in na tekmi zaenkrat še nisem sprobal, tako da bomo videli, kako bo šlo naprej. Sense Ride 3 je tak zelo splošen oziroma zelo vsestranski copat, ima veliko blaženja, odzivnost, dober oprijem in to je v bistvu to, kar potrebujete. Ima približno 280 gramov, kar je več kot pri dvojki, na račun predvsem blaženja, tega je več. In zato tudi pač pridobil malenkost na kilogramih, gramih, ampak se resnici ljubil na tek, ko to niti ne pozna. Prihaja v različnih barvah, ne samo v beli. Bela je tako, izgleda lepa, je lepa, ampak mogoče ni dolgo lepa, tako da ni mogoče moja najljubša barva. Gremo kar po vrsti, zgornji del je še vedno iz take mrežice, vsi spoji so nekako lepljeni, tako da verjamem, da bo kar dolgo zdržal. Točno ta copat ima že čez 500 km in dejansko se zelo malo vidi, razen tega, da je umazan, znakov obrabe praktično ni. Ima moje najljubše elemente, ima Endofit, ima Senzifit, ima Quick-Lace vezalko, ki je pri Ridu mogoče malenkost dolga, ampak se vse skupaj pospravi potem v tale žepek in da ko enkrat zavežete, to več niti ne moti tako zelo. Srednji del največ v bistvu sprememb ravno v tem delu. Ima OptiVibe blaženje, to je v bistvu tehnologija, ki prihaja iz cestnih copat. Gre za tehnologijo, ki blaži vibracije in to je v bistvu tudi dobra tehnika, s katero se lahko spoprijemate za veliko kilometrov. V primerjavi z Sense Ride 2 ima več blaženja, ne se ustrašiti, nima ga toliko, ampak malo manj. Ampak še vedno več kot dvojka, kar mi je všeč, ima predvsem več blaženja na sprednjem delu stopala, tako da razne skale ne pridejo čez, dobro blaži tudi tistim tekačem korak, ki pristanete na sprednji del stopala, tako da to je prijetna izboljšava, ki pa sama prinese mogoče malenkost več teže. Zunanji podplat je še vedno iz Contact Grip gume, čepki so malenkost globlji, so v obliki takih diamanta in zelo, zelo dobro primeno. Tako v bistvu zelo primerljiv tudi s kakšnim slab modelom. Stvari, ki so mi všeč, izboljšano blaženje, več podplata, predvsem več podplata na sprednjem delu stopala. Ima to za posledico več gramov, ampak se to na teku ne kaže. Je malce ožji na vrhu, to mi je všeč, ker stopalo lepo prime v kombinaciji z dobrim blaženjem, se teren zelo dobro čuti in takšen copat imam rad, ki mi daje tak pristen občutek oziroma stik z terenom, na katerem tečem. Stvar, ki mi ni všeč, mogoče je vezalka malce predolga, to sicer ne moti tukaj, najmanj mi je všeč tale barva in saj se navadiš, ampak vseeno bil copat je bil copat. Mogoče bo nekomu všeč, prihaja pa tudi v drugi barvi, tako da to je pa ena pozitivna stran. Stvar, ki mi ni všeč, se v bistvu tukaj konča. Zelo težko karko rečem slabega v tem copatu, ker je pač trenutno moj najljubši in takšen bo tudi ostal po moje še kar nekaj časa. In to je bil Sense Ride 3. Poskusite ga. Še to, prihaja v ceni 130 €, zelo ugodno, se pravi, tukaj se boste najdli tako ultraši, tako tisti, ki tečete vsak dan po Tivoju Rožniku. Vsak bo najdel v tem copatu gotovo nekaj dobrega. Za katere tekme? Najprej za vse treninge, lahko ga uporabljate na daljših, lahko ga uporabljate na ultrah, vseeno pa bi priporočil, da se ga uporablja mogoče na malce manj zahtevnih terenih, ne na toliko
tehničnih ne toliko skala. Ima sicer profilno ploščico, ampak vseeno me mogoče skrbi, da če v kakšno skalo ruknete, da bo to precej boleča izkušnja. No. Samo dobro v tem copatu in poskusite ga, ne bo vam žal. Poskusite ga tudi na naših Salomon Running Academy, tam ga imamo. Čau!